Dober dan. Dober dan, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci predsednika vlade dr. Mira Cerarja. In sicer predsednik bo spregovoril na dve temi. In sicer prva, najbolj pričakovana tema na temo ponujenega odstopa ministra za finance, dr. Dušana Mramorja, in tudi druga aktualna tema, kar se tiče aktualnega dogajanja v zvezi z migracijami. Prosim, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Kot veste, mi je minister za finance dr. Dušan Mramor danes ponudil svoj odstop zaradi izgube zaupanja javnosti, do katerega je prišlo zaradi izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost v času, ko je bil še dekan ekonomske fakultete. Za ministrom sem predtem opravil resen razgovor, v katerem je pojasnil, da je v svojih izjavah navajal dejstva in da je takrat predlagano rešitev sprejel v dobri veri, da je bila zakonita. Kot vem, se je vsem, ki jih je s tem dejanjem kakorkoli prizadel, zdaj opravičil. Prav tako je tudi jasno povedal, da bo vsa sredstva iz tega naslova vrnil. Naj še dodam, da sem ministru že tudi sam izrazil kritiko za storjeno napako in mislim, da je prav, da se za to napako je opravičil, je obžaloval, se odločil povrniti vsa sredstva in da se na ta način zaveda svoje odgovornosti in jo tudi javno izraža. Ob tem pa naj tudi poudarim, da sem kot predsednik vlade dolžan predvsem ocenjevati ministra glede na njegovo sedanjo delo. In ministrovo delo kaže, da mu je uspelo doseči osrednji cilj te vlade, to je stabilizirati javne finance. Naj samo na kratko navedem nekaj dejstev, ki jih je seveda tudi veliko več. Minister je dosegal bistveno zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja in sicer pod 3% BDP. Prav tako je ključno pripomogel k sprejetju izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu, s čimer je operacionaliziral ustavno načelo srednjeročne uravnoteženosti proračunov brez zadolževanja. Torej, z njegovim ključnim vložkom nam je uspelo to, kar prej več let ni uspelo nikomur. Minister je prav tako zaslužen za oblikovanje strategije upravljanja z državnim premoženjem. Tu je bil njegov vložek zelo velik in kot veste, je to prvič, da ima Slovenija zdaj jasna strategija upravljanja z državnim premoženjem, z naložbami, državnimi naložbami in da smo v ta namen tudi uspešno prenovili slovenski državni holding, ki zdaj to seveda uveljavlja v praksi. Ministrovo delo je bilo priznano tudi na mednarodni ravni. Tako ga je ugledna londonska revija The Banker izbrala za evropskega ministra leta 2016. Tudi oni, torej revija The Banker in evropski finančni strokovnjaki in drugi so prepoznali njegov prispevek pri izhodu Slovenije iz recesije, pri stabilizaciji bančnega sistema, pri nadaljevanju privatizacije in javnofinančni konsolidaciji. Z opaznim prispevkom ministra Mramorja je Slovenija po težkih in kriznih letih 2012 in 2013 v letu 2014 dosegla relativno visoko in stabilno 3% gospodarsko rast in kot veste, ta gospodarska rast traja tudi v letu 2015 in se seveda zdaj razteza v letošnje leto. Hkrati je Slovenija znižala proračunski primanjkljaj s 15% BDP-ja v letu 2013 na predvidoma, kot se bo zdaj izkazalo, manj kot 3% v letu 2015 in na to, kot projeciramo naprej, predvidoma na samo 1,5% BDP-ja v letu 2017. Vsi te ukrepi in mnogi drugi, ki jih je predlagal finančni minister in tudi pomagal izvajati, so močno pripomogli k temu, da je Slovenija izboljšala svojo konkurenčnost. Povzpela se je na 29. mesto na lestvici Doing Business, ki jih objavlja Svetovna banka. Naj povem tudi to, da so se seveda v času ministrovanja ministra Mramorja, v času te vlade, izboljšale tudi bonitetne ocene Slovenije, s tem pa so se bistveno izboljšali tudi pogoji za zadolževanje države.
Trgi so tako od Slovenije pri izdaji obveznic zahtevali le še 1,5% donos oziroma obrestne mere so se znižale na 1,5%, kar je več kot pol milijarde prihranka za Slovenijo. Torej, prihranili smo več kot pol milijarde evrov. Slovenija. Ta dosežen napredek, kot vemo, ni samoumeven. Naše okrevanje še ni dovolj trdno, nismo še na ravni, kot smo bili deležni v predkriznih časih. Vendar opravljeno delo je treba nadaljevati in ga nadgrajevati. Minister Dušan Mramor je, kot sem že povedal, svojo napako iz časa, ko še ni bil minister, obžaloval, se zanjo javno opravičil in jo bo v celoti popravil. Svojo funkcijo opravlja nadvse požrtvovalno in uspešno, kot veste vsi in kot vem še najbolje tudi sam. In na podlagi vsega tega ne sprejemam odstopa ministra Dušana Mramorja, saj bi posledice njegovega odstopa škodovale interesom Republike Slovenije. Naj povem, da tudi sam obžalujem, da se vprašanje zakonitosti glede izplačila dodatka za stalno pripravljenost ni razčistilo na višji ravni že leta 2008, ko se je ta dodatek začel izplačevati, temveč le zdaj leta 2015. Ob tem pa želim poudariti, da ni nepomembno, da je do tega razkritja prišlo šele pod vlado, ki jo vodi SMC, torej Stranka modernega centra, in ne pod katero od prejšnjih vlad od leta 2008. Naj tudi spomnim, da je Ministrstvo za izobraževanje že napovedalo, in s tem mislimo seveda resno, da namerava v skladu z uredbo o javnem financiranju zavodov glede omenjenih dodatkov sprejeti ustrezne ukrepe. Ob tem pozdravljam tudi namero, da bodo ustrezne ukrepe sprejeli tudi na Univerzi v Ljubljani in na vpletenih fakultetah, s katerimi bodo dokončno odpravljene danes znane kršitve. Toliko o tej prvi temi. Naj se zdaj posvetim drugi temi, to je tema migracije. Kot veste, ta problematika migracij raste in se soočamo z njo v vse večjih razsežnostih, ne samo tu v Srednji Evropi in na Balkanu, ampak v celotni Evropi in seveda tudi v svetu. Ob tem projekcije glede prihodnjih migracijskih gibanj ne obetajo izboljšanja. Kljub zimskemu vremenu veste, da obstaja tok migracij po balkanski in srednjeevropski poti še vedno izjemno velik. Kot vemo, prihaja v Slovenijo še vedno vsak dan več tisoč migrantov in samo zato, ker naši pristojni organi, prostovoljci, organizacije in drugi, ki jim gre seveda vsa pohvala in priznanje, požrtvovalno vsak dan dobro opravljajo svoje delo. Tega večina prebivalcev Slovenije niti ne ve, niti ne čuti, torej ne vemo, koliko tisoč in tisoč teh ljudi vsak dan pride v Slovenijo, za njih poskrbimo, jih nastanimo v toplih prostorih, jim damo hrano, pijačo, oblačila in jim potem omogočimo, da nadaljujejo svojo pot. Toda zdaj je zima in zdaj je skrajni čas, da najdemo trajno rešitev za obvladanost, za obvladovanje in za seveda neko dokončno rešitev tega problema v tem našem širšem območju. Zato sem danes, glede na to, da do sedaj pravzaprav do te rešitve še ni prišlo, naslovil na voditelje institucij Evropske unije in voditelje ostalih evropskih držav pisno pobudo, v kateri podajam predlog za boljši nadzor prehajanja meja držav na tako imenovani srednjeevropski ter zahodno-balkanski poti. Kot veste, vse večji pritisk na ciljne države in vse pogostejši varnostni problemi že sedaj vodijo v bistveno večjo poostritev nadzora meja, tako v Skandinaviji, kot posledično na mejah držav Srednje Evrope in Zahodnega Balkana. Kot ste zasledili, so avstrijske oblasti že napovedale ukrepe za poostren nadzor nad svojimi mejami. Nemška kanclerka Angela Merkel mi je minuli teden dejala, veste, da sem bil pri njej na delovnem obisku, da bo Nemčija sprejemala le še tiste migrante, ki zaprosijo za azil v Nemčiji oziroma imajo ustrezne, torej regularne dokumente. Jasno je potrebno torej ugotoviti in reči,
da ob tem, ko se seveda postavljajo meje med Dansko in Švedsko, se seveda v vedno bolj zaostrenem ozračju odpira vprašanje tudi vračanja določenih migrantov. In glede na to, da ukrepi ene države vodijo v tako imenovani domino efekt vzdolž te migracijske poti, s tem narašča nevarnost nepotrebnih bilateralnih nesoglasij in celo resnejših napetosti med državami. In ravno na to se minuli teden spomnil tudi nemško kanclerko Merkel. Zlasti zato, da preprečimo konflikte vzdolž držav Zahodnega Balkana, je edino smiselno, da se v Evropi na to vrstno stanje čim prej odzovemo skupaj, najdemo torej skupno rešitev in zmanjšamo potrebo po vračanju neregularno prispelih migrantov. Zavedamo se, tako v Sloveniji kot verjetno v celotni Evropski uniji in Evropi, da je Grčija kot prva država na tako imenovani zahodno-balkanski migracijski poti pod izjemnim pritiskom. Ker pa je Grčija obenem eden ključnih akterjev v celotni verigi in moramo zato druge države pomagati. Pomagati, da bo lahko začela v celoti izvajati vse dogovorjene ukrepe. Da bi znatneje zmanjšali nezakonito prehajanje meja na migracijski poti, sem ostalim evropskim voditeljem predlagal, da se poleg čim hitrejšega in doslednejšega izvajanja že sprejetih ukrepov na ravni Evropske unije in naših srečanj, ki jih je seveda treba operacionalizirati predvsem na grško-turški meji, vključno z učinkovito obalno stražo, ki jo bodo sestavljali pripadniki različnih držav, da se torej poleg vsega tega uvede še dodatni ukrep. In sicer, da se Makedoniji neposredno dodatno pomaga ukrepiti mejni nadzor in s tem onemogoči neregularne prehode preko grško-makedonske meje. Makedonskim oblastem moramo, po mojem globokem prepričanju, vse evropske države zagotoviti maksimalno pomoč pri nadzoru te meje, in sicer tako z napotitvijo policistov, kot za zagotovitvijo opreme in na druge ustrezne načine. Ob tem seveda želim poudariti, da bodo tisti, ki so upravičeni do azila, lahko v Evropo prihajali še naprej, saj je treba pomagati ljudem iz vojnih območij. Ponavljam, in to je zelo pomembno, da pa s tem skupnim delovanjem na makedonsko-grški meji lahko preprečimo morebitna trenja in konflikte med državami Zahodnega Balkana in Srednje Evrope. S tem torej tudi preprečimo resne varnostne posledice za vse nas. Kajti, če bomo zapirali meje od severa proti jugu, Nemčija nas proti Avstriji, Avstrija nas proti Sloveniji, Slovenija nas proti Hrvaški in tako naprej, se bomo, kot sem rekel, vse države znašle med sebojnih napetostih, ki lahko vodijo še posebej v okviru Zahodnega Balkana do nepredvidljivih posledic, in hkrati bo trpela gospodarstvo, vse oblike pretoka, blaga, storitev in na nek način naše normalno sodelovanje med državami. Zato torej sem podal danes tudi formalno ta predlog institucijam Evropske unije in kolegom iz drugih držav in seveda zdaj čakam, kakšen bo odziv. Naj ponovno poudarim, da vkolikor bo takšno sodelovanje v okviru Evropske unije in tudi širše Evrope uspešno, potem seveda tudi ograje ne bodo potrebne in osebno sam bom med najbolj srečnimi voditelji, ko bom lahko odstranil tudi te tehnične ovire, vključno z žičnatimi ovirami na meji med Slovenijo in Hrvaško, torej na šengenski meji, ki jo Slovenija varuje. Zakaj imamo te tehnične ovire? Že več tednov poslušam preko medijev in na druge načine različne proteste, ugovore, pomisleke. Naj vas spomnim. Na robu Evrope čakajo za vstop v Evropo preko tako imenovane balkanske in srednje evropske poti milijoni, poudarjam, milijoni različnih migrantov. Od Afganistana, Iraka in Sirije do Alžirije, Maroka in drugih držav. Ti milijoni so tam, so naša realnost. In ko bo prišla pomlad, ko bodo vremenske razmere ugodnejše, smo lahko ponovno soočeni z neslutenimi valovi teh migracij.
če ne bodo takrat skupne evropske rešitve. Spomnite se, v Sloveniji smo se že soočili tudi s tem, da jih je prišlo na dan več kot 10 000. Projekcije so mnogo hujše. In spomnite se, da je naša južna soseda pošiljala v Sloveniji tisoče migrantov po noči, nenapovedano, preko rek, mrzlih rek, preko njiv, preko vasi. Zato smo morali odreagirati s tehničnimi ovirami. Dogovor ni bil možen. Slovenija je morala odreagirati, da pokaže, da resno misli s tem, da vzpostavlja kontrolo na šengenski meji. Mi nismo zaprli meje, kot veste. Nasprotno, mi smo s temi tehničnimi ovirami usmerili migrante proti vstopnim točkam. Ob tem smo zelo hitro, naj ponovim tudi naj poudarim, tudi zagotovili prehodne točke za lokalne torej potrebe, za prebivalce, kmete, ki imajo kmetije na tej ali oni strani, tudi za živali smo zdaj poskrbeli oziroma se trudimo v sodelovanju z lovskimi družinami in drugimi poskrbeti, da ne bo prihajalo do poškodb, ampak tehnične ovire smo postavili zato, ker je bila to naša nuja in tudi zato, da damo jasen signal, da Slovenija ne bo postala žep za begunce oziroma migrante v primeru, če bo prišlo do zapiranja meja na našem severu. Slovenija je del šengenskega območja, ki ga mora varovati in hkrati moramo v takem primeru poskrbeti za to, da bomo lahko humanitarno obravnavali migrante. Vi pa veste, če jih prihaja na dan 3000 zdaj v Slovenijo, jih bo v 10 dneh, če se meja nad nami zapre, jih bo v 10 dneh 30 000, v nekaj mesecih bomo imeli četrtino populacije migrantov. Kako jim bomo lahko zagotovili dostojno prebivanje v Sloveniji, kako bomo lahko preprečili njihovo razpršitev po državi? In kako bomo lahko ob tem, če ne bo kooperativnosti sodelovanja s sosednjo južno državo, zagotovili, da ne bo 5, 6, 7 000 migrantov na dan prišlo ali pa dvakrat toliko preko njiv, skozi vasi, kako bomo zagotovili varstvo premoženja, hiš, avtomobilov, varstvo ljudi v takem primeru. Zato smo postavili tehnične ovire. In takoj, ko ne bo več za njih potrebe, jih bomo umaknili. Če pa bo potreba narasla, kar se trenutno napoveduje, pa nam bodo seveda nujen pripomoček, da bomo lahko obvladali migracijski tok. In naj končam. Upam, da bo naša pobuda, slovenska pobuda, doživela pozitiven odziv, da bo čim prej postala predlog resne obravnave med članicami Evropske unije, tudi na ravni evropskih institucij, če bo potrebno, da preprečimo nepotrebne konflikte, da omogočimo normalno sodelovanje med državami in predvsem, da omogočimo nek normalen sprejem tistih migrantov, tistih beguncev, ki so upravičeni prosilci za azil, ki rabijo pomoč, da jim zagotovimo, da lahko pridejo v Evropo, da za njih poskrbimo in pomagamo, da se integriramo, da pa ostalim pomagamo na skupen način, čim bližje državam, iz katerih izvirajo, oziroma, če gre za varne države, že v samih državah izvora, kajti to je najbolj primerneje za njih in ne samo za Evropo. Evropa torej mora iskati še naprej in najti skupno rešitev, vendar ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. In moj predlog gre ravno v to smer, da k tej rešitvi pripomoremo še dodatno, še z neko drugo linijo, bi rekel, nadzora, in zato sem se odločil, da v tem času, ki je zelo dramatičen, to pobudo sprožim za vso, bi rekel, energijo. Seveda pa, kot veste, tudi ministri te vlade aktivno delujejo v tej smeri, da bodo ukrepali tako, kot bo treba. Toliko z moje strani. Hvala lepa gospodu predsedniku. Zdaj so na vrsti vaše vprašanja. Najprej se k besedi TV Slovenija, Delo in potem Pop TV. Oziroma, Planet, pardon. Planet TV. Gospod Cerar, je bila Stanka Setnikar Cankar za nič ministrica, glede na to, da njen odstop ste pa sprejeli? Tudi Stanka Setnikar Cankar mi je ponudila odstop iz podobnih razlogov, pri čemer sem takrat ocenil,
da je smiselno ta odstop sprejeti. Šlo je za popolnoma drugo situacijo. V začetku mandata tudi nekatere rešitve, ki so se takrat obravnavale, so bile specifične in ni primerjave med tem, kar je zdaj pravzaprav se dogodilo za ministrom Mramorjem in se situacijo glede Stanke Setnikar Cankar. Kajti minister Mramor je zagotovo eden najboljših finančnih ministrov v Evropi. To kaže tudi priznanje, ki ga je dobil. Ni v svojem delovanju, v svojem času ministrovanja storil nobene resnejše napake, nič takega, da bi bilo neetično, nezakonito, je pa izredno pomagal Sloveniji. In naj povem še to. Vsak dan se zahteva odstop kakega ministra. Vsak dan. Preštejte, koliko ministrov želijo, da bi vsi bi vstopili. Jaz mislim, da tudi vsak povprečen državljan, navaden državljan, ki se ne ukvarja veliko s politiko, razume, zakaj tukaj gre. Z vseh strani dežujejo zahteve po odstopu ministrov v času, ko je ta vlada dosegla največji preboj v zadnjih letih. Vsi gospodarski kazalci so pozitivni, finančni kazalci so pozitivni. Vprašajte v tujini, če ne verjamete našim statistikam. Delamo dobro. Smo v ključno fazo prišli, ko bomo začeli delati najbolj ključne korake na področju zdravstva. Letošnje leto je ključno za zdravstvo. Vse je pripravljeno, vse se bo začelo dogajati zdaj. Finance so končno urejene. Postavljene na nek čvrst temelj, postajamo dober gospodar, varčni in zdaj seveda ima nekdo interes, potem, ko smo sprejeli oba proračuna, dva rebalansa, po izredno mukotrpnem delu, ki ga ni nihče prej opravil, ko smo uveljavili strategijo upravljanja z državnim premoženjem, ima zagotovo veliko subjektov v tej družbi, tistih etabliranih, interes, da ta vlada gre. Ampak ta vlada ne bo šla, ta vlada bo upravila svoje delo in zato ne bom dovolil, da mi po nepotrebnem rušijo ministre in vlade. Mi imamo ogromno dela. Če bo razlog, da bo minister moral katerikoli iti, vstopiti, ga bom prepoznal in se s tem strinjal ali pa ga k temu celo sam pozval. V primeru ministra Mramorja situacija ni taka. Izvolite, Delo naprej. Dobar dan, Zoran Potič, Delo. Gospod predsednik, ste to svojo odločitev tudi uskladili z koalicijskimi partnerji, s ključnimi ljudmi v koaliciji, s političnimi, s članicami koalicije? Je to usklajena akcija oziroma odločitev vaša? Odločitev je seveda moja. Sem predsednik vlade in takšno odločitev moram sprejeti sam. To je v skladu z naravo te funkcije. Take odločitve so vedno težke. Kot vidite, sem tehtal obe plati. Zavedam se napak, ki jih je storil gospod dr. Dušan Mramor v preteklosti, ko še ni bil minister. Zavedam se, kot sem rekel, njegovih izjemnih dosežkov v času ministrovanja v naši vladi in pomena, ki ga ima za to vlado. Mislim, da obe koalicijski partnerici, tako kot seveda tudi SMC, torej Stranka modernega centra, zelo dobro vesta oziroma vsi skupaj vemo, da je minister opravil odlično delo. In mislim, da zdaj, ko je dejanje obžaloval, ko je rekel, žal mi je, storil sem napako, ko se je zavezal, da bo celoten znesek vrnil, kar je edino prav, in ko je ta vlada pravzaprav tudi sprejela že ukrepe za naprej, da jih odpravi, to so bile napake v sistemu, ki jih treba odpraviti, da do tega več ne bo prihajalo, ni razloga, da bi ministra menjal. In naj poudarim še nekaj. Tisti, ki smo razkrili ta problem, smo bili Stranka modernega centra. Ali mogoče bolj natančno, minister Koprivnikar vodi ministrstvo, ki je izpeljalo ta postopek, razkrilo nepravilnost. In vidite, mi mislimo resno s pravno državo, tudi če gre za tiste, ki smo jih sami predlagali in so v našem ožjem krogu sodelavcev. Vendar pa, kot sem rekel, ko sem tehtal razloge za in proti, sem se odločil tako, kot sem se. Pop TV, izvolite. Gospod Cerar, mene pa zanima samo še, pravite, zdaj, ko je minister Mramor, ko obžaluje svoje, ko pravi, da bo torej vrnil tudi ves denar, pa vendarle njegova prva reakcija ni bila takšna. Upravičeval je svoje dejanje, razlagal je, zakaj je tako ravnal, torej nekako zdelo se mu je, da je ravnal prav izrecno je to poudaril.
mislim, težko govorimo potem o neki etiki in morali in še to, ali torej vi zdaj sprejemate objektivno odgovornost za ravnanje svojega ministra? Poglejte, o odgovornosti ministra ni dvoma, torej iz časa, ko ni bil minister. To ni dvoma. On je to odgovornost nase prevzel, celo ponudil odstop. Tudi je priznal, meni osebno v razgovoru, da je bil izjemno nespreten, nekonsistenten v svojih prvih izjavah. Tako je ravnal verjetno, ker je bil presenečen, soočil se s to situacijo na hitro, ni do dobra premislil in storil napako tudi pri izjavah. Tudi zato sem ga kritiziral. Pa vendar je dejstvo, da je takrat, ko je zagrešil te napake, ravnal v dobri veri, da je ravnal v skladu z pravnimi akti. Danes ve, da temu ni bilo tako, da so bili ti pravni akti v neskladju z zakonom, tako je ugotovil inšpektorat zdaj. Takrat je imel druge informacije in je verjel, da dela prav. Tudi bil poudaril, da s tem, ko se je ta denar razdeljeval znotraj njegove fakultete, seveda niso bila dodatno oškodovana javno-finančna sredstva na univerzi ali širše, pa vendar, to ne zmanjšuje njegove odgovornosti in tudi sam poudarjam, sem mu izrekel kritiko, ampak v življenju pač tako, da je treba vedno pretehtati, katera sankcija za katero dejanje je najprimernejša. Jaz mislim, da je minister sprejel odgovornost do te mere za svoje prejšnja dejanja, da to ne ovira njegovega nadaljnjega dela na tem področju, na področju torej v okviru funkcije ministra za finance. In naj ponovno poudarim, ob tem se moramo zavedati še nečesa. Pa to ni ključni razlog, ampak je izjemno pomemben. Da je to minister, ki je dobil priznanje za ministra leta v Evropi. Dosegel je takšen napredek skupaj seveda z vlado in svojimi sodelavci na področju financ, konsolidacije, ureditve javnih financ, dobrega gospodarjenja, ustreznih, bi rekel, prerazporeditev. Sprejeli smo fiskalno pravilo, strategijo in tako dalje, da je povsem smiselno, da nadaljuje s svojim delom. Za Slovenijo. Toliko. Lahko še eno podvprašanje? Ja. Samo podvprašanje. Aha, no izvolite. Gospod premier, ampak težava je v tem, da gospod Mramor ni samo dobival tega dodatka, ampak je bil, če tako rečem, idejni oče tega. Nekako na ekonomski fakulteti so se to spomnili, on sam je naročil svoji pravni službi, torej ni samo prejemanje tega denarja problem. Problem je iskanje načinov, kako zaobiti takrat veljavni ZUJF. Kako si predstavljate, da bo torej ta isti minister zdaj zagovarjal varčevanje v pogajanjih z javnim sektorjem, recimo? Kako si predstavljate, da so politiki, ki so morali odstopiti zaradi korupcije, zaradi nezakonitosti, danes ponovno v državnem zboru? Minister Mramor je sprejel svojo odgovornost, ponavljam, se javno opravičil, obžaloval dejanje, vrnil bo sredstva, bil je odločevalec, seveda, zato je njegova odgovornost toliko večja. Pa vendar je to storil v dobri veri, da ne krši zakona, storil je napako, danes se je ugotovilo, da je bil zakon prekršen. Zakaj ni tega nobena prejšnja vlada ugotovila? Zakaj 11 fakultet ni bilo pod vlado gospoda Janše, gospoda Pahorja ali gospe Bratušek na tapeti? Zakaj se nismo takrat o tem pogajali? Zakaj je šele stranka Modernega centra tista, ki je sprožila preko ministrstva, ki ga vodi minister Koprivnikar, tak postopek? Jaz bi se malo o tem vprašal. Jaz bi se vprašal, zakaj nastajajo neke nenaravne koalicije pri državnih gozdovih, ko se stranka iz opozicije SDS, ki jo vodi gospod Janša, in stranka, ki jo vodi gospod Židan, povežeta, tako da bosta varovala neke stare zgodbe na področju gozdov, ki skušamo zdaj končno priti, da bodo gozdovi upravljeni drugače v korist Slovenije in ne tujcev ali pa koga drugega. To se sprašujemo raje. Zavedam se, da so vaše vprašanja utemeljena, na njih sem odgovoril tudi minister Mramor, sprejel sem odločitev in prav je, da se o tem zelo odkrito pogovarjamo. Odgovornost za storjene napake mora biti ugotovljena, ampak ponavljam, moja ocena je takšna, da zaradi tega ni treba, da bi mu prenehala ministrska funkcija. Sem pa do tega bil in sem kritičen in bom tudi v bodoče. Imamo še dve vprašanje v zadnji vrsti, samo če se prosim predstavite, potem pa STA kot tretje vprašanje. Urška Makovec, Jol.net. Mene zanima,
v zvezi z zakonom o obrambi oziroma o dodelitvi dodatnih pooblastil vojski. Spremembe so začele veljati v začetku decembra, pri sprejemanju zakona se je zelo mudilo, zdaj se o tem sploh ne govori več, kljub temu, da policisti stavkajo, imamo očitno dovolj kapacitet na mejah, je še možnost, bo vlada uporabila to možnost, da predlaga državnemu zboru dodelitev dodatnih pooblastil vojski. To je eno vprašanje. In če smem še z drugega področja, sodnica Teša Cenar je v ustavno presojo vložila zakon o parlamentarni preiskavi, pa me zanima, če se bo vlada do tega opredelila še pred rokom, se pravi pred petkom. Torej, na drugo vprašanje bi odgovoril, da je to naloga pristojnega ministrstva. Vlada se praviloma na predlog pristojnega ministrstva opredeljuje do takih vprašanj, tako da pričakujem, da bo pristojno ministrstvo podalo neko stališče do tega in kot veste, imamo konec tedna, torej v četrtek sejo vlade in če bo to na vladi, se bomo seveda do tega opredelili. Kar zadeva pa dodatna pooblastila vojski glede varovanja državne meje, torej pomoči pri tem, bi pa ponovil to, kar je zelo pomembno, namreč, da je bila ta zakonska dopolnitev sprejeta zato, da omogoči nek dodaten ukrep v nekem primeru, ko ne bi mogla več policija sama v celoti obvladovati recimo velikega števila prihajajočih migrantov. Gre samo za to, da bi, denimo, bom ponazoril praktično, če bi 1000 ali 100 migrantov prišlo čez neko polje v Slovenijo in bi tam stalo 10 vojakov, neka enota vojske, ki bi jih lahko nekam usmerila, da bi to tudi lahko naredili, da bi jih odpeljali v nek center usmerjali. Ne pa, da bi morali tako, kot velja zdaj, po telefonu poklicati policiste, sami pa zadevo samo opazovati. Bil sem dovolj nazoren, ampak naj povem tako. Dodatna pooblastila vojske v tem primeru ne pomenijo ogrožanja notranje varnosti reda in miru. Vojska bi v takem primeru pomagala zgolj pri varovanju meje policistom, pri čemer je za tako odločitvo potreben najprej predlog vlade, potem pa zelo zahtevna večina v državnem zboru, torej to bi bila odločitev parlamenta. Ocenjujem, da ta hip za kaj takega ni potrebe, da zadevo obvladujemo z normalnim angažmajem vojske in policije, bi pa poudaril, da praktično vse evropske države, ki so soočene z večjimi migracijami, imajo na svojih mejah vojsko, veliko bolj oboroženo, marsikaj kot mi, tudi z specialnimi vozili in sredstvi, tako da je Slovenija tukaj zelo zadržana in izvaja res tisto, bi rekel, mero ukrepov s takšno stopnjevitostjo, kot je primerna situacija. Tako da mislim, da tukaj smo kar zelo dobri in razmeram primerni. Naslednje vprašanje, izvolite. Cimer Mančič, Katja, Finance. Če se vrnemo nazaj na dodatke, dodatke je prejemala tudi ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Kaj se bo zgodilo z njo? Boste dejansko zahtevali njen odstop, oziroma če vam bo ona ponudila svoj odstop, ali ga boste sprejeli? In pa morda še, ali lahko dejansko pričakujemo širšo rekonstrukcijo vlade? Z ministrico Makovec Brenčič sem prav tako opravil razgovor, bil do nje prav tako kritičen kot do ministra Mramorja. Seveda gre tu za nekoliko, bi rekel, milejše okoliščine, kajti sama v tej zadevi prejemanja tega denarja ni bila odločevalka, pa vendar je prejela, kot se je zdaj ugotovilo, denar na neki osnovi, ki ni bila v skladu z zakonom. Zato sem tudi ministrici izrazil svojo kritiko. Je pa že pred tem tudi ona, še predtem sem jo sam neposredno kritiziral, izrazila svoje obžalovanje javno, zagotovila, da bo vrnila vsa sredstva, ki jih je prejela, in se seveda kot ministrica, kar je zelo pomembno, zavzela za to, kar je edino prav, da se v prihodnje, kot sem prej rekel, ta zadeva čim prej uredi drugače, da ne bo možno ureditve ponovno uporabiti tako napačno ali celo zlorabiti. Tako da tudi ministrica Makovec Brenčič nosi kar nek del odgovornosti za svoje dejanje, ga je pa javno priznala, obžalovala, bo popravila zadevo tako, da bo vrnila denar in zato tudi ona še vedno uživa moje zaupanje. Izvolite, TV Slovenija. Tanja Gobec, Televizija Slovenija.
Mogoče še na begunsko, gospod predsednik, na zadnje pogovore v Bruslju. Zanima me, rekli ste okrog tehnične ovire ali ograje, kaj bo na južni meji varovalo oziroma kaj se pričakuje, da varuje. Pa me zanima, kaj oziroma kdo bo onemogočil ali preprečil vračanje večje množice migrantov iz Nemčije, iz Švedske, ko se bodo tako odločili in po naših podatkih se bodo v kratkem tako odločili. Hvala lepa. Naša vlada je dala zelo jasno sporočilo, tudi je sprejela izrecne sklepe v tem smislu, da seveda migrantov, ki so v Evropo prišli preko Grčije kot prve države vstopa ali Hrvaške, kar so praktično vsi tisti, ki so kasneje prišli v Sloveniji, ne bo sprejemala nazaj v Slovenijo, kajti mi nismo država vstopa v Evropsko unijo. Zato tudi ni pravne podlage in to smo na vladi jasno utemeljili. In zato absolutno se bomo tega držali, bi pa poudaril še nekaj. Slovenija bo ob tem v prihodnje solidarna. Slovenija bo po načelu relokacije sprejela določeno število migrantov, vendar takrat, ko bomo razbremenjeni tega stalnega toka tisočev in tisočev vsak dan. Kajti naše kapacitete so zdaj polne, tako človeški faktor je že izčrpan, vemo, da komaj da zmoremo ta napor in zato si tako prizadevamo za to skupno evropsko in čimprejšnjo rešitev krize. Tako da na takšno vračanje ne bomo pristali, ga bomo zavračali. Bomo pa, kot sem rekel, že večkrat, ukrepali sorazmerno. Če bodo države severno od nas, Nemčija, Avstrija, sprejeli določene ukrepe v smislu strožje obravnave, strožjega nadzora pri prehajanju migracij, bomo mi točno takšne ukrepe enako stroge sprejeli na naši šengenski meji nasproti Hrvaški. In seveda, kot sem rekel, to lahko privede do domino efekta, do zapiranja ali saj delnega zapiranja meja in to je slabo. Ampak če bomo v to prisiljeni, bom kot predsednik vlade absolutno storil vse, da zavarujem interese Slovenije, naših državljank in državljanov. In za tem stojim in vem, da bodo ministri te vlade prav tako storili vse, da to uresničijo. Si pa želim evropske rešitve na zunanjih mejah Evropske unije in če ne gre drugače, kot sem predlagal tudi v Grčiji, da rešimo Zahodni Balkan potencialnih konfliktov. Kajti zavedati se moramo, da države Zahodnega Balkana niso tako stabilne, kot bi si še vsi želeli. Želimo si jih seveda na dolgi rok, da bodo z nami v Evropski uniji, ampak zdaj je situacija marsikje, kot veste, krhka in lahko že manjša napetost na mejah sproži nepredvidljive posledice. Zato je tako pomembna ta moja pobuda, da Evropa končno nekaj naredi skupaj, čim bolj, bi rekel, na robovih, tam, kjer je mogoče zadeva učinkovito še nadzirati in omogoči tisti prehod migrantov, ki je nadzorovan, ki je sprejemljiv po pravnih in drugih kriterijih. Zdaj pa res STA, sledi potem APA, Avstrijska tiskovna agencija. Jaz imam, vsaj domneva, malo bolj luškano vprašanje, gospod predsednik, nek nov napis pred vami, lahko javnosti pojasnite, čemu, zakaj, s kakšnim razlogom, kaj pravzaprav pomeni. To, kar sem zapisal in postavil tu pred vas, in postavil sem zato, ker želim, da to vidijo tudi Slovenke in Slovenci, je naša prihodnost. Če bomo takšni, če bomo šli v tej smeri, imamo prihodnost. To je moje sporočilo. Hkrati pa tudi imam to na drugi strani, vidite, da lahko tudi sam to prebiram, kajti tudi sam včasih kaj pojamram, kar ni dobro in se na ta način tudi sebe opominjam, da moram iskati rešitve. Toliko. Hvala lepa. Aj še kakšno vprašanje? Na Razboršek APA. Gospod predsednik, govori se o skupnih dogovorih Slovenije, Avstrije in Nemčije, o nekakšni krepitvi skupnega nadzora na slovenski južni meji. Pa me zanima, ali lahko to potrdite, za kakšen obseg tega naj bi šlo in kdaj bi s tem začeli. Hvala. O tem seveda nismo sprejeli kakšnega formalnega ali natančnega dogovora. Vi pa veste, da tako nemški kot avstrijski policisti
skupaj še s policisti iz nekaterih drugih evropskih držav sodelujejo z našimi slovenskimi policisti pri varovanju šengenske meje med Slovenijo in Hrvaško. Tako da tu dejansko sodelujemo na terenu. Sodelujemo tudi politično, operativno. Ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve sta v stalnem stiku s svojimi kolegi v sosednjih državah, izvzemši včasih Hrvaško, kajti hrvaški kolegi se mnogih sestankov ne udeležujejo. Tudi takrat, ko pridejo skupaj Avstrijci, Slovenci, Srbi, Makedonci in celo Grki, včasih žal ni avstrijskih kolegov, vendar upam, da s tem, ko se bo vzpostavila nova vlada, bomo prišli v neko boljšo situacijo, ko bomo tudi na tej ravni lahko bolje sodelovali s Hrvaško. To je zelo pomembno, da skupaj sodelujemo pri vsem. Ampak o tem ni bil sprejet kakšen poseben sklep, je pa dejstvo. Dejstvo je, da je Slovenija del šengenskega območja, tako kot Avstrija, Nemčija, Italija, in Slovenija bo tudi ostala skupaj s temi državami del tega območja in samo želim si, da ne bi med seboj postavljali notranjih meja. Še zadnja 3 vprašanja, Dnevnik, Prva vrsta in Planet, če imate kratko. Konec tedna naj bi Avstrija uvedla strožji režim za prehajanje beguncev na slovensko-avstrijski meji. Če do takrat ne bo dosežen dogovor med državami na zahodno-balkanski poti o teh strožjih pogojih prehajanja beguncev čez meje, kaj to pomeni za Slovenijo, konkretno na slovensko-avstrijski meji in na slovensko-hrvaški meji? Ko so protestirali proti postavljanju žičnate ograje v Beli krajini, sem se spomnil dogodka, ki ga bom omenil tukaj zdaj prvič. Ko sem bil v tujini, sem dobil telefonski klic, da je precejšnja kolona avtobusov na poti proti meji med Hrvaško in Belo krajino. Avtobusi na hrvaški strani polni beguncev. Bili so namenjeni, da jih tam spustijo nekontrolirano čez mejo brez predhodne napovedi. Po moji intervenciji ministrice za notranje zadeve smo zadevo ustavili in preusmerili ta val na določeno vstopno točko. Jaz bi res želel, da bi imeli Slovenci toliko zaupanja v to vlado, da bi vedeli, da jaz ne postavljam skupaj z ministri in policijo in drugimi in vojsko neke žice na mejo brez potrebe. Poslušajte, žičnata ograja je zadnja stvar, ki bi se jo želel postavljati na mejo. Kakršnakoli ograja. Pa vendar, vlada mora poskrbeti za to, da Slovenija ne bo ogrožena, da ljudje in njihovo premoženje ne bodo ogrožene. Kdor je videl, kaj pomeni, jaz sem to videl, ko nekaj tisoč beguncev preide po njivah mimo vasi v neznano kam, dokler jih ne usmerijo, mejo, ko so pri tem še ponavadi utrujeni, tudi izstradani, žejni, lačni, izčrpani, zaradi tega tudi v stresu, zaradi tega tudi dostikrat napeti, agresivni. Vsakdo, ki to doživel, bo razumel, zakaj potrebujemo žal tehnične ovire. Če ni sodelovanja, potem si moramo pomagati sami. In poudarjam, če se bo zgodil ukrep zapiranja meja na severu, potem bomo mi morali uvesti sorazmerno enak ukrep na naši južni meji. Kajti, če pride vsak dan 3-4 tisoč beguncev zdaj, in če jih bo prišlo spomladi 10-15 tisoč v Slovenijo, kam bodo šli? Kam se bodo razpršili? Verjemite mi, da imamo resne razloge tudi za to, da smo razmišljali in postavili nek zametek tehničnih ovir tudi v Istri. Menda ste tudi opazili, in upam, da so to opazili državljani, da so Italijani postavili na svoje meje vojake. To ni naključje. Tako mi kot Italijani vemo, zakaj gre. Ne bomo postavljali meja, nikoli, sploh ne fizičnih, tam, kjer ni potrebe. Ampak kot vidite sami,
dogodki v Evropi kažejo, kam gremo. Tako da želim si res, ponavljam, evropske rešitve, ne rešitve 3 držav ali 4 držav, rešitve, ki jo bo proizvedla in izvedla Evropska unija skupaj z državami na balkanski poti in drugimi, ki so prizadete, v sodelovanju s Turčijo, s katero se trudimo izvesti, implementirati sporazum, ki smo ga zasnovali. Predvsem pa je pomembno, in to je tudi, jaz mislim, humanitarna dolžnost, ne samo Evropske unije, tudi ZDA, Rusije, velesil, ki sedijo v varnostnem svetu, da se končno rešijo zadeve v državah izvora, da se stori vse, da preneha vojna v Siriji in da se pomaga ljudem v Afriki in v drugih državah, kjer jih težke razmere silijo v to, da bežijo drugam. Toliko. Naslednje vprašanje. Emil Lukančič, Morel, neodvisna tiskovna agencija Morel. Gospod premijer, gospod minister za finance, dr. Mramor, mora vrniti 43 000 evrov, kot je zdaj po tem novem obljubu. Prej je rekel, da bo vrnil 3000 evrov v 10 obrokih. Ali vam je povedal, kako bo vrnil 43 000 evrov nazaj in kdaj se bo to zgodilo? Oziroma, a boste sporočil javnosti, ko bo to storil? Sporočil vam zdaj. Tako minister Mramor kot jaz z njim sva se sramovala te izjave o vračanja na obroke. Tu je šlo za nek nasvet, ki ga je dobil, kako ne javno komunicira, ki je bil slab, neprimeren, tudi nedostojen ministra in minister Mramor to ve. Tako vem tudi jaz. Zdaj je to izjavo spremenil, obžaloval to, je rekel, da bo vrnil cenoten znesek. Morate pa vedeti nekaj, da odločba inšpekcije se je glasila na tisti znesek, za katerega se je izrekel, na 3000 in še nekaj evrov. V odločbi je pisalo, da mora vrniti toliko in rekel je, toliko bom vrnil. Seveda je bila izjava v obrokih skrajno neprimerna. Zdaj, ko se ve, koliko bo v celoti treba vrniti, zato sem bil tudi sam zadržan do situacije, dokler se niso vsa dejstva pokazala. Zdaj tudi jaz vem, zakaj je celoti šlo. Mi je jasno, tako meni, kot tudi ministru Mramorju, po njegovem dodatnem premisleku, da je seveda edino dostojno in prav, da vrne celoten znesek na način, kot bo primeren. Ampak ne v obrokih. Poglejte, to ni moja stvar, da vam zdaj jaz govorim, kdaj bo on vrnil, a ne, to vprašanje je nekoliko nenavadno. Jaz mislim, da bo minister Mramor, če po potrebi to sam povedal, lahko ga pa kadarkoli po mojem novinarju vprašate, se javna osebnost, tako da, ja. Zadnje kratko vprašanje, finance so prosile. Zelo na kratko. Zelo na kratko. Prej ste sicer že rekli, da ne boste dovolili, da vam rušijo ministre, pa vseeno. Glede na to, kaj se vse dogaja, se pravi stavka policistov, Aleš Primc, afera dodatki, ali ste prepričani, da bo vlada dejansko zdržala še eno leto oziroma do konca mandata? Vlada bo zdržala. Ste pa dobro rekli, rušijo mi vlado, sami ste rekli, enkrat sindikati, enkrat občine, enkrat policisti.